Jaz vas prav lepo pozdravljam. Hvala lepa, da ste se odzvali našemu povabilu in se nam pridružili, čeprav je čas dopustov. Za nami je seveda odličen teden praznovanj občinskega in tudi prvega slovenskega tabora. Tako da se vam iskreno zahvaljujemo, da ste bili naši gosti in ste tudi lepo poročali iz našega Lotmerka oziroma Prlekije. Namen današnjega povabila je seveda dosti bolj resen in sicer, kot smo slišali tudi v nedeljo na 150. obletnici prvega slovenskega tabora, če danes živite ali delujete kot podjetje na podeželju, še bolj konkretno v Prlekiji, potem morate biti pozorni predvsem na 3 stvari. Kako še naprej imeti dobre poslovne cone, urejene ceste, subvencije za vrtce, čeprav država iz leta v leto tudi občinam namenja manj sredstev, in pa kako ustvariti grožnje pred velikimi posegi v naravno okolje, torej zaščititi naravo, vodo, zemljo pred uničenjem in tudi onesnaževanjem. In kako ne kaznovati podjetij in pa ljudi z dodatnimi stroški, davki, prispevki za to, ki jih ne bi imeli, če bi delovali bližje centru države, oziroma tudi kako vzgajati in pritegniti zaposlene s pravimi znanji, ki jih potrebujemo. Ampak poleg teh 3 tem še posebej izstopa nova nevarnost, to je cena vode. Zakaj? Zato, ker smo ujeti v past. Namreč direktor javnega podjetja Prlekija in 7 prleških županov toži občino Ljutomer in mene osebno za 3 milijone evrov, ki jih niso mogli pobrati občanom in podjetjem na položnicah v leti 2017 in leta 2018. V tožbi je prvič razvidna celotna slika novih cen vode. Tožba vsebuje tudi predvidevanja, da bi se cene lahko dodatno zvišale. Takšne odločitve bi lahko pripeljale do tega, da se v Prlekiji z uvedbo sistema C podražijo stroški vode za 90 milijonov evrov v naslednjih 30 letih. To je skoraj enkrat več, kot je stala investicija v nov vodovod. In prepričani smo v Ljutomeru, da to ne sledi ciljem kohezije. Če pa bi prišteli še dodatna predlagana povišanja strani javnega podjetja, ki je pripravljalo obrat, proti katerim se seveda prvi občinski svet občine Ljutomer, potem govorimo o 4-milijonskem povišanju v 2 letih, oziroma to je 2 milijona evrov povišanja na letni ravni za občanke in podjetja v 8 prleških občinah. Čeprav sta toženi stranki občina Ljutomer in Ljutomerska županja, je to tožba zoper vse občanke in občane občine Ljutomer in pa tudi v drugih občinah. Občina Ljutomer je občutno proti tako velikim podražitvam, ki bi sicer tudi njen proračun tudi prineslo dodatnih pol milijona evrov ali pa več. Vendar pa se nam, meni osebno in pa tudi našim občinskim svetnikom, to zdi nesprejemljivo in tudi neprimerno. Po naši oceni bi občine morale zniževati bremena občanom in pomagati podjetjem z dobrimi pogoji. Čeprav je sredstev za delovanje občin vedno manj, je potrebno zagotoviti visoko kakovost storitev tako za občane in poiskati tudi nove vire financiranja ter pripraviti in izpeljati potrebne projekte v smislu izpolnjevanja danih oziroma v smislu izpolnjevanja kohezijskih zavez. Nov vodovod sigurno zahteva neke višje stroške, se tudi ponuja več. A pomembno se nam zdi, da so ti stroški transparentni in fair. Moram povedati, da občina Ljutomer v zadnjih letih res brez povišanja zelo intenzivno dela na izpolnjevanju kohezijskih zavez. Sledite našim prizadevanjem pri določenih investicijah izgradenj vodovoda, kar pomeni, da stremimo
k izpolnjevanju zavez tako glede priključenosti naših občanov in pa tudi glede zmanjševanja vodnih izgub. Kako mi razumemo tožbo? To tožbo razumemo kot odziv na izvršbo, ki smo jo sprožili na občino Ljutomer pred časom proti JPP-ju za vrnitev 500 milijona evrov denarja. Ta sredstva je javno podjetje Prlekija že pobira na položnicah našim občankam in občanom ter podjetjem iz občine Ljutomer, a jih protipravno zadržuje. In seveda je ta tožba dodatni pritisk na občinski svet občine Ljutomer in na mene osebno, da se sprejme povišanje cen brez, po našem prepričanju, transparentnih izračunov, takšnih, ki jih zahteva uredba, ki temelji na kalkulativnih izhodiščih. V predlaganih elaboratih ne moremo sprejeti, da se zavajajo oziroma se opravičuje na izrazu, se prikazujejo tudi stroški Kore in Sima, saj je kohezijska zaveza jasna in nedvoumna, kar tudi večkrat preberemo v tožbi, da se lahko pojavi samo en upravljalec brez podizvajalcev in jaz sem bila osebno opozorjena na to, da se v stroških ne sme prikazovati stroški podizvajalcev. Sprašujemo se, ali je občina Ljutomer izjema, ker zahteva podrobne izračune. Prepričani smo, da ne, kajti po posvetu z občinami tako Murska Sobota, Lendava so imele podobno različna mnenja pri določanju cen vode in tako kot predvideva zakonodaja so tudi vse občine zahtevale, da so se predlogi za izračune skupne cene in tudi za ločene cene po občinah najprej pripravili, saj so s tem omogočili organom odločanja lažje pa tudi bolj odgovorno odločitev. Nažalost, mi nimamo te sreče, saj se izračuni vedno znova zavračajo. Nenazadnje pri zadnjem elaboratu so seveda na občinskem svetu po pojasnilih pristojnih strani javnega podjetja občinski svetniki zahtevali, da se prikaže stroške, če bi imeli dva podsistema, čeprav se ker se želimo odgovorno, oziroma se organi odločanja želijo odgovorno odločiti, da bi se imeli približen prikaz stroškov, vendar pa je direktor Kurbus podal to idejo, ali lahko to pripravi ali ne, v presojo svetu ustanoviteljic, ki pa je seveda sprejel sklep, da se to ne pripravlja. Rajši so sprejeli na istem svetu ustanoviteljic sklep, da se začne pripravljati sodne postopke proti občini Ljutomer in meni osebno. Seveda smo dolžni odgovoriti na tožbo v roku in občina Ljutomer bo odgovorila na tožbo v roku, ki začne teči po sodnih počitnicah, to je od 15.8. naprej. Po cenah pravnih strokovnjakov se bo neposredno obravnava tožbe pred sodiščem pričela nekako čez pol leta ali enega leta. In ne glede na to, seveda lahko tožniki umaknejo tožbo do konca glavnega naroka brez stroškov do izteka roka za podajo odgovora na tožbo. In seveda to jim predlagamo, da ne povzročajo dodatnih stroškov občinam z visokimi sodnimi taksami in pa visokimi odvetniškimi stroški. To bi seveda bilo razumljivo in v duhu zavez Evropske unije, saj so številne navedbe v tožbi tudi neugodne za ostale prleške občine, ki so sedaj v vlogi tožnice in pa tudi javnega podjetja, saj kažejo med drugim tudi, da se v izvajanju upravljanja vodovoda vključujejo podizvajalce in tudi ostale kohezijske zaveze, za katere smo odgovorne za njihovo izpolnjevanje vsi. Seveda so priložili tožbi tudi predlog za mediacijo, mi pa predlagamo, da umaknejo tožbo in dejansko ne povzročajo nekih dodatnih stroškov in tudi ne izpostavljajo sami sebe, kajti to bo seveda spet dodatno breme za naše občanke in občane.